Odhajamo! Ukrcavanje, evo, pa je prišla mlada družinica. No, smo že v Frankfurtu, še naše ženske počakajmo. S tako grdostjo bomo pa potem potovali. To so jumbo, s to grpo. Evo, zdaj smo pa že v Frankfurtu. Kakšna izjava? Ste dobro potovali? Še malo Zelo dobro. Še malo. Evo, da smo res tle. Frankfurt am Main. Main je reka. Celo mesto je to. S svojimi železnicami, s svojimi kraki. Prihajajo, odhajajo, razvažajo potnike. Novi se pripravljajo za to. Enotirna zadeva. Evo, ne? Se dobro peljete? Ženske se pa vse zmenijo. Meni se pa je že utrgal. Breda in Dudja, ko sploh se ne boste ustavili, do Sidneja, ne? Ne bo, ne. Se bojo. Zgubljeni v letališkem mestu. Je dober, a? Bi imela? Vi. Zračene zavode. Tu ima posebne luči zadaj. Speedster, Opel. Seksi Auspuh. Enga nad drugim. Ja, ta pa že bolj luksuzen, ne? A so naredili, da ne bi ljudje šarili. Ja. In to se verjetno ven dvigne, ne? Pokrije že zopet. Ja, se pokrije in samo. Imam jaz za 30 vidim. No, Se s majcem. pa gremo. No, po 2 kilometrih hoje pa se nam je prikazal Qantas za čekiranje delovna mesta. Ker je 7-8 jih je tukaj odprtih. Naša vrsta gre lepo počasi naprej. Do polnoči bomo vsi na vrsti. Evo, Sandro lepo mirno čaka. Ni kaj ko čakat. Umiri se, bodi pride ko bubica, a bo naredil predstavo za nas. Jej. Evo. Te njegovo delo spravi pa take grimase pri igralcih. Porabil sem na letališču. Ja, se je najbolj zanimivo. Za enkrat. Ja, si kad drugega ni, ne? Ja, to jim boš pokazal, ko še ko evo, tako je bil naš izlet. En mali avionček visoko gor nad Frankfurtom. Oni se vse za evro pripravljajo izven te hale.
na taksi parkirišče. Vsi so take krem barve. Večerni vetrček, ko stave plapolajo. Frankfurt Airport, Fraport. Kako božansko diši in cveti ta lipa sredi mestnega vrveža. Glavno križišče. Počasi zahaja sonček. Evo, tukaj eden. Na tej strani še drugi sonček. Kateri je te pravi? Evo, zdaj boste videli, kaj se pravi točnost. Kadar prideta, se vedno srečata tle na tem mestu. Evo ga, ta je tukaj, evo jih. To je tista železnica, s katero smo se prej peljali. Brez šoferja, enotirna. Zanesljivost od hudiča. Od 1. februarja bo pa že evro veljal. Vse cene že imajo evrotih napisane. Karta z vsemi leti do zjutraj od polnoči. To je pa naš Qantas let. Številka 6, Sydney. Preko Singapura. Ob 23:55. Zdaj pa 21 ura. To je pa izhod. In kje se čekiraš? V avionu letimo proti Singapuru. Prespali smo celo noč, za nami je 10 ur leta. Vsak se ukvarja s svojimi zadevami, vsake par ur jemo. Evo ga, Sandro govori neumnosti. Te bo še jutri poslikal, boš videl razliko. Lep razgled, eno otočje pod nami. Zdaj gremo že južneje, kakor smo bilo kdaj bili. Južneje od Bangkoka proti Singapuru. Evo, malo prej pogled na otočje, zdaj pa že čudo od Singapura, od trgovine. Če tle ne dobimo za Sandate objektiv, potem pa... Ne bomo kopili. Ja. Evo jih tle gor, jaz ga imam že zoomiranega. Singapursko letališče, večer na soncu, sonce zahaja. Avion naš že čaka, jumbo tam zadaj, tisti flekasti. Zelo lepa letališka stavba, taka s pridihom domačnosti. Rože, fini marmori in vse v tapisomu. Malo prej smo gledali tisto v Frankfurtu,
Vse je rozpravi, vse je industrijsko. Tukaj pa res lepo deluje tale stvar. Sandro tam še išče objektiv, ni dobil tako širokokotnega. Evo, tle že več azijskih pac. Evo, slap in slapišče, ne? Čez marmor na to steno teče. Evo, kako je lepo. Igre, vode, slapov, svetlobe in barv. Zdaj se pa res umiriš od enega leta do drugega. Imamo še dobro uro časa za naš let QF6 na C13. Pa še okoli slapa. Iz Frankfurta smo šli o polnoči, po 12 urah leta smo sem prišli ob 18 uri. Za 6 ur je že sprememba cone. Do Sydneyja pa še 3 ure. Da bi zdaj čutili, kako lep hladen vetrič veje od tega slapa. Vse v zrak tlele osveži. Na kratko smo bili na letališču. Sandra je kupil objektiv. Malo smo si ogledali, sprehodili krake. Zdaj nas čaka zopet 6-7 ur na pot do Sydneyja. Čez noč. Ike lepe orhideje. Pa tudi tiste zelene, gled. Tiste? Vijolčaste. Ena lepša kot druga. Pa boš za te rekel, Mila? Za te rekel? Kaj so ti? Še lepše. Glej, kako so velike lepe. To bo velike. Te drobne. Res čudovite orhideje. Vse so žive, ne? Ne. Prave orhideje na odprtem v letališču. Ne je mogoče. Prekrasno. Res lepo. Lepa stavba je ta in prijetna, ne? Ja, bilo. Samo zadaj posnami tole punčko. Tole, ko se obrne nazaj. Mora biti kakšni bogataši, nekaj posebnega. Vsi v modrem. Cel svet je tle. Kakšen zanimiv prepleten fikus. Benjamin. Benjamin je to. Ja. Gremo naprej. Še po muziko malo. Ko se ta marmor spreminja. Po singapursko dobrodošli. Selamat datang. Mi pa auf Wiedersehen. Evo, in smo že v Sydneyju na letališču. Lepo letališče, tako kot Singapur, predvsej v Tapisomu, da smo pa že na izhodu. Se oblačimo, zunanja temperatura 9 stopinj, evo Sandra, tako medved bo. To je šugo. Vse lepo v rastlinah.
Sydney se zjutraj je prebujal, zdaj smo pa zunaj. Smo pa v Avstraliji, na celini, na njihovi zemlji. Airport. Ja, zapuščamo letališče. In gremo v hotel s taksijem. Prispeli smo s taksijem pred naš hotel. Sonca še ni. Rex hotel. To bo naše domovanje za 3 dni. Kaj bomo lahko že sobo dobili že zdaj? So you want 2 double rooms? Yes. Yep. I'll actually find out for you. Just one minute. Blizu hotela nasproti je znamenito Sydneyja. Visok stolp, najvišji na južni polobli in vrteči gor na vrhu. Upam, da ga bomo videli tudi z vrha. Tako je pri hotelu mali parket, jutro. Ljudje se odpravljajo šele v službo, ob 9 začenjajo službe. Evo, Dublin, Amsterdam, Pariz, 16.000 km daleč smo. In lepa fontana. Radi imajo tekočo vodo. Kako to osveži zrak? Tudi velike hiše imajo na King Crossu, pa stare viktorijanske, se prepleta z njimi. Lepo oblačno in tele lep del Melbourne oziroma Sydneyja. Mi pa gremo naprej iskati. Vse posod se vidi ta stolp. Šipa pucar, kaj pa imajo take bajte komplicirane? Lepi odsevi Sydneyja v šipah. Danes so se spravili pucati te zadeve. Ko pajki. Mi ni Tatjana povedala, da ima podružnico v Sydneyju. Evo, in Rolls Royce prodaja. No, v daljavi se nam kaže most. Tam nekje zraven je park ali akvarij. Velemestni živžav. V središču mesta je tudi velik park, oziroma kar več jih je, vse do obale. No, taka je pa avstralska zima, ne? Zbirka razglednic iz mesta. Pa tudi starodavna cerkev se najde. Je lepo, Ljuba? Ja. To tako ni povzema vode. Je, v notranjemu. Ja, samo v notranjem. Ja, zima je breda. Se bo takaj poklončkala? Ali bo ta samo gledala? Vse posod so fontance. Kaj pa zdaj? Pa nehalo? Ali se pol poveša? Vidim čas. Popejmo si ogledati to čudo od te cerkve. Lepa je, veličastna. In velika.
Nije konca, evo. O, pa je konec, enkrat je. Delo, upanje, vera. Katedrala Svete Marije. Konštruirana 1865. Kako je lep odsev mesta noter v vhodnih dverju. Pa je res lepa. Pa je res lepa. Lepo razsvetljena. Velika glavna ladja, ne. Jesen strop. Lepe vitraže v stranski ladji. Kar precej registra je na teh orglah, lepe so, sodobne. Ja. Še ena lepa pieta. In izhod. One sec, Au. Zanima, kaj je to za Vođa puta. Kaj? Da ne dobim. Kaj, vse nisi to pozabil. Ja, je A ja, imel še eno. Take zlate barve in posod je fantastičen, se tako lepo sveti stolp. Je kar lepo. Konkurenčni fotograf. Lepo. Kuku. Lepa cerkvica Svete Marije. St. Mary Cathedral. Turistka uživa, mi pa tudi. Spet nova fontana, pa se jo oglejmo, taka bolj baročna. A, ti pa fehtaš, kaj fehtaš? Tle v parku je polno ljudi. A, pridi k meni, pridi. Te boš za župca, te bom dal. Pa.
Ker človek se kar ne more nagledati. Proti svetlobi je pa še najlepše. Kakšen velik park evkaliptusov. Stoletni. Mitološka borba. Evo, človek z bikovo glavo. Kdo ve, kako se temu reče? Invalidi, vedno je posod. Pa. Pa točno pod Turno. Zanimiva statika tega Turna. S jeklenimi žicami. Staro in novo se prepleta z koraka v korak. Center mesta. Ohranili so stare hiše, vidiš, kako so ohranili stare hiše sredi. In monorail. Enotirna železnica in ne pade dol, a? Ta je pa lanska oziroma letos. Avstralska zastava. Kaj na njej? Južni križ, ne? Vlak se odpelo. Molih prestolnice British Telecom, evo, kot je službeno potovanje. Mi imamo škarjančka, oni pa glasnika. Stavba British Telecoma, evo, 20. stoletje, čudes, 21. Vlak. Na eni tirnici, zdaj spodaj pa odvzema energijo. Z obeh strani. No, pa smo pri kolovratvi do Sidnejskega akvarija. Ribice nas čakajo. Staro pristanišče, Darling pristanišče, Darling zaliv. Prave kosti kita, oblečene v tako plastiko. V pristanišču Darling. Starem pristanišču. In stari most. Kaj imaš še tega? Ja, mora biti vse dan. Evo, enotirni vlak odhaja, Matilda odhaja.
Gremo Tilda na izlet. Ja. Na drugi strani pa Narodni muzej čaka. Samo ničemu sliko. Ajde smo po akvariju, spremna naša aboriginska glasba. Ponarejen akvarij. To so rečne živali, ne? Modre klešče. Evo, platypus ven gleda. To je kljunač. Catfish, mačja riba. Zelo strupena pravijo, da je. S temi brki pa potipava stvari. Vse pa je na dno. Vodni zmaj. Zelen. Košten je. Ni pa tako nevaren. No, bomo še malo v učke pogledamo. Res je zmaj. Zelen je kot na zmaj na Zmajskem mostu. Raki se borijo. To je habitat mangrova. Avstralski krokodil. Da vidite, kako opazuje nad vodo. Nevarna zver. Tako zgleda pa pod vodo. Njegov rep. Trup. Sem gor so bile očke, ki smo prej videli. In ta gobec, nevarni gobec. Ščekani, ki se smeljejo. Rumena jegulja se še noter skriva. Tudi banana jegulja imenovana. Evo, ki so majhni ljudje, pa eno ogromno ribo posnel tole gor. Ali kaj gledamo mi? Baramunde. Baramunde. A, tiste pa repo dune ribe tam zadaj. Evo, ko v kino se vozijo pred nami. Kaj so pa to za eni somi? Podobni so, prkratimo somi. Kakšne ribe, le tiste oranžne tam zadaj. Kaj se je zdaj pripeljalo. Če so lisaste morene. Pa je to ogromno. Avstralski pljučen. Kjer so mavlične pa mlečne, to vam ne vem povedati. Kaj se sprehajajo.
No, tega krokodila od spode je, pa zdaj ga slikam še z vrha. Je tale v dveh nastropih. Popolnoma nepremično, kot je bil prej, še zdaj čaka. Zabavljači publike, ti tjulni. Evo, išče, če bi kaj hrane dobil. Spet potopi. Evo ga, sledimo pod vodo, ko raketa gre. Ta pa pozira. Sončiče. Malo pogledal. Paše. Vrko. So elegantni, kaj Breda? Ja. Lepi so, prijazni. Ko podmornice. In mi stojimo zdaj na steklu. Tudi pod nami plavajo. Evo ga. Kit na štartu iz vode. To je večtonska žival, 30-60, največji sesalec na svetu. Pa sem slikal od njega. En pingvinček se je izgubil na drugi strani. A bi šel res v družbi? Sedi v vodo. Tile pa dremljajo tlele. Sloveni. Čakajo bratca. Holy slave. Upadel v vodo. Yes, it's falling asleep. To sem tačke, ne? Rožnjake tačke. Turi mi taj ne. Kaj, on te ni. Riba, vječna riba, leja. Evo tale, gdje vidimo kasnije. Opala, pa šta gor. Na tretini trupa molči. Chinaman. Usnjeni jopić. Morski psi. Pristanišće Jackson. Gore. Od spode so pa tako lepo šekasti. Zanimivi. Lepi. Zobi različnih morskih psov, vidiš. Veliki z glavo kot kladivo. Zobi tigrastega morskega psa. Belega morskega psa. Življenje v pristanišču v Sydneyju. To so pristaniški piloti. Ta je velik. Se pripeljal zraven pa morski pesi. Zadaj v zadnji ogromne želve. Lepši del prikaza. Zdaj hodimo pod vodo. Ribe nas obkrožajo. Gore je tista pristanišče, smo rekli. Se pravi pomoli narejeni. Uživamo pod vodo, okoli vode. A ne?
怎么样？我是背的还是脏的？Lep morski pes mimo pripeljal. Oh, there's a shop. There it is. Oh, right there. That's a shop. Sucker fish. Hello. Hello. There's one corner. Where's the shop? That's a sucker fish. It's shops like this. Oh, that's Lepe zopske ima. Next. Evo, en lep primjerek morskega psa. Zdaj se moraš znagati pelan. 8 metrov ima. Smerni smo ga zunaj. Polni ekran ga je bil. Kako lepo plava. Čisto skrijen od prskala. Zanimivo. Lepe, posebne, progaste ribice, ne progaste. Kraljeva riba je to. Kraljeva riba je pa res zanimiva. Gleda, meni je tale všeč. Rdeče je dejanska riba. Bobec zavihan navzdol, kakor da ima poglavarsko perjanico na glavi. Zelo zanimivo. In čisto mirno se zdi. Blatni rak. Kaj praviš? Očke ti nigajo, veš pa tipa s klepalkami, če bo kaj mimo prišlo. In to je njegovo strašno orožje, ker lomi. Bo? Ne bo ulovil. Samo tam bo še lepše. Uživo. Od sonca v sončeno lepše barve. Mi smo korajžni. Lep akvarijček. To naj bi živelo v okolici morja, okoli Sydneja, v tem zalivu. Oh, fish, that's huge. Oh, cool, clownfish. Which clownfish? To pa otroci komentirajo spodaj. I can't see. To je ta riba. Sedičarka, boksarka, se na čisto pod nevarnosti. Je tudi strupena. Ga povzroči morski stop na odlačenje, kot plava, rebra. Sharks do hurt you. Pa pa še hujši. Like, you just... Direktno v zlobe smo videli. Oh, there it is. There's another great one. Oh, he's got it. It's a seal, a flat seal. It looks like a flathead. Flathead? What is it? Caiman. That's not Caiman. I think so.
a fish on it. That's a big stick. You can see that? Oh, I could be mad. sivi morski psi se skrivajo tle pri ladji. Grdo se zade je približala spet. Sami morski psi in skati. In ribice v polju. Se te je roka tresla? Look, a ship that's red. Tako blizu, da bomo nikoli več, razen v akvariji. Eden je prišel Bledo pozdraviti. A? Koliko dolarjev bi jo pojedel? Čemu vidiš? Kaj ne zove se veliki? To so majhni ljudje z škole. No, zdaj pa še rastlinstvo in živalstvo velikega koralnega grebena, katerega bomo v živo videli čez 2 tedna. Otroci uživajo, ki lahko brodijo po vodi, šlatejo ribice, ne smejo pa raznih pušk. Kakšne barvaste ribice so tam, različne vrste koral. Neverjetne barve. Zeleno, belo, rdeče, vijoličasto. To je pa res zanimivo, koralni greben. Sam del tega vidi, bo že čudovito.嗰條龍呢個圓波波一樣樣嘅喎，呢個係我新買嘅，都係3倍嘅。Limonaste barve. Tako pokaže se vse svoje lepoti. Pa ti. Ima falšo oko od zadaj. Simbioza ribe in počigalkarjev. Ali koral. Pa zdaj posnamemo, ker ne bomo tam pod morjem snemali, bomo samo gledali. Lisičke. Tako razimo na golo. Polento. Koliko vrst je teh koral? Živahno je. Vsa ta lepota nas bo čakala.
kot en lep akvarij. Pa korale, koralni grebeni, se je morje malo usahnilo. Zelo realistično. Tudi šumi so te pravi. No, to je čist na koralnih grebenih, na otokih, atol. Ribice, v nizki vodi, koralnih grebenov, polomljene korale, morske zvezde, kakšne temno vijoličaste, potem je tam obala, greben in že povišan del atola. Vedno lepo so naredili. Kakšna korala kot travnik. To so vse ožigalkarji, ne? Je pa nevarno za plutve te vode. Ribe kot iz pravljice. Pa tja se kakšen morski pes prgoni. Tam je zanimiv. Evo, pa malo počeno. Pesa, kjerne podobne, pa tiste skluni, so zanimive skluni. Ta je pa največja cesarica tukaj. Kakšen bobec. Dobro. Pes. To se vse dogaja v koralnem morju. Zelo mnogo življenja je v njemu. In velika riba, malo življenj in tako dalje. Ta s tem izrazkom je zanimivo, ko neki pilot. Neverjetno. Pa njena sestrična. Samo bi snemal te ribe. To je pomirjajoče. Še glasba je taka. Lep velik stat se mimo pripeljal. Pa pes morski. Pa še pa en lep del akvarija. Smo res vse okolj obkroženi z vodo. Levo, desno, zgore, spode. Res lepo. Zdaj smo prej gledali.
Vse te ribice močno spreminjajo barvo za časa svojega življenja. Vidno ista sorta, pa kakšne vse variante so. To je krasno, ne? Ja, ampak res, če bomo res vse to videli, res upam, da bomo, no? Moramo počakati prav do... Gledališče za odrasle. Neverjetno. Tudi muziko dajo lepo zraven, ne? Ta gospodar je prišel pogledati, kaj se dogaja. Vse v redu, vse ribice na broju. In vsak ima svoj nivo plavanja. Končali smo z obiskom akvarija, zdaj gremo domov, Bredo že hrbet boli. Tale bajta je pa kar lepa, v zlatu. Drugo jutro, po dolgem utrujajočem spanju. Zop. See you later, alligator. Kam gremo? Zdaj gremo na avtobus. A ja? Ja. Ti tudi? Ja, gremo po mestu z avtobusom. In kaj je bilo najboljše na zajtrku? Sadje. Macleay 3. Zdaj bomo mi ratali raziskovalci Sydneyja. Koliko ocenjuje stopinj? Danes? 15, samo ko smo komaj vstali. Veš koliko je? Ena 13 stopinje. 13. Gremo, s to karto gremo na katerikoli rdeč avtobus, ne? Jo. In se lahko ustavimo na oni postaji, kjer hočemo. In nas kurc briga, če se To je vse na račun teh dokumentov. O ne. Torbica je moja. Moja, ne Možno je, da se tudi ne peljemo, je tudi to možno. Kako? Ja, tudi. S karto v žepi. A, mi smo to. A mi Elizabeth naprej. Bay. To je Elizabeth Bay, mladina. Tole? Elizabeth Bay. Jedi se. Small black kangaroo. Known locally as the Loo, the area was infamous for its links with the Sydney underworld of the 1920s and 1930s. More popular attractions, Harry's Café de Wheels, where generations of Sydney-siders and visitors, including celebrities like Marlene Dietrich, was once a busy terminal for ocean liners and cargo ships that was shut down for many years while the powers that be decided what to do with it, whether it should be pulled down or renovated. It is a striking Glavni vodovodni ventili, ali kaj je to? Hidrantno mreže za gasilce. A, tako. Imajo tudi priključke za gasilne manjige direktno. Naš hotel spode, ne? Ja, je kar skala. Wow. Direktor skala narejeno. were built just south of Sydney at Port Kembla. They were shipped here and then lowered onto the floor of the hub. Nearly 2 million cubic meters of material had to be excavated for construction. But despite that, 1,000 vehicles an hour, which helps take some of the traffic away from the harbour bridge. Dve smeri, dva vozna pasova v vsako smer in
5200 metrov dolgo. Hours people across the harbour. The bridge used 485,000 square metres of steelwork in its construction, an area equivalent to 60 football fields, and it is held together by about 6 million rivets. Painting the bridge is a massive and never-ending job. Just ask Australian film star Paul Hogan. He used to work as a rigger on the bridge before he became Crocodile Dundee and started throwing shrimps on the barbie to encourage people overseas to have a holiday in Australia. There was quite a commotion at the official opening ceremony at the city end of the bridge in 1932. Before the Premier Jack Lang could step forward to cut the ribbon, a paramilitary organisation called the New Guard, which was strongly opposed to the Premier, intervened. One of the more militant members, Captain de Groot, galloped forward and slashed the ribbon with his sword. It is thought that Captain de Groot said, "You're not the man you think you are, Mr. Jack Lang. I will open the bridge on behalf of the New Guard." as he was led away, the ribbon was